Pozdravljeni v avtomobilnosti. Kaj pravite, katera trditev je bolj ustrezna? Mladost je norost ali pa bolj star, bolj nor? No, mnenje si boste verjetno ustvarili ob koncu oddaje. No, takrat se boste pa verjetno tudi že z mano strinjali, da čeprav mladi predstavljajo vozniško tveganje in pa velik vozniški problem, pa bi se mi starejši morali od mladih veliko, ampak res veliko učiti. In zato današnjo zgodbo vzemimo kot eno veliko, močno brco v zadnjico, oziroma kot eno domačo nalogo, da moramo našo skupno mobilnost predebatirati skupaj z mladimi očmi in da mogoče kakšno vozniško pravilo v fundamentih tudi predelamo. No, zgodba se nam je sestavljala več let na številnih preventivnih dogodkih zavarovalnice Triglav. Na vseh teh dogodkih smo že v naši oddaji sproti poročali. No, tokratne izjave pa smo posneli na nedavni anatomiji vožnje, ki nekako predstavlja nek povzetek vseh teh misli, ki so se nabrali tekom let. Ampak preden se soočimo s temi izjavami, dajmo besedo mladim. Avto, kolo ali eskiro? Kolo. Eskiro. Kolo. Verjetno avto. Seveda koleso, ampak tako je lahko živiš samo z avtom. Pešačenje. Pešačenje je tvoj najljubši oblik transporta. A ima ta varianta once you go eskiro, you never go Ne, back? veš kaj, največ se lahko zaslužiš. Večina skirojašov ali skirarjev, jaz rečem skirarjev, vozijo res nenormalno hitro. There is like some, I don't know how to say, scooters. The skiro, Yes, Kiro. Yes. That going like 50 kilometers. It's illegal in Slovenia, but Slovenian police just like, okay, no problem. Odkar so se pač ti skiroji pojavili in sem imela nek mnenje obsojujoče o njih in se mi je zdelo, oh my god, ok, pač ni šanse, da bom jaz ena izmed njih, ampak potem sem nekaj časa živela v Ljubljana Polje, ki je kar daleč stran od centra. Ja. In pač do centra res rabiš 100 let. Se počutiš varno na sketu v Ljubljani? Ne. Ne, zakaj ne? Zaradi avto. Ljudje v avtih ne gledajo dost po cestah. Da si na kolesu, pa te samo vozniki ne vidijo in tako zapeljejo vate. Pa kolesarske steze niso urejene. Kdaj kolesarim po noči, Ja? tak jaz zelo pogosto čutim takšno agresijo od avtobusov. And they just... Avto ali javni prevoz? Javni prevoz. Boš se mi je voziti v avto, ampak ne pa voziti avto. Biggest problem of Slovenia is transportation. Oh, ok. In terms of like public transport. Avtobus. Res? Ja. To pa po mojem prvič slišim v življenju. Ker vlak ima to romantično... Ja, sem si hitrej z busom. Hitrejši z busom, res zikar. Zihar. Štopanje ali prevozi pika orga? Karkoli, kar ni štopanje. Zakaj pa ti je štopanje toliko več? Socialne interakcije, negotovost. Nisi imel še nobenega čudaka na prevozih? Ne toliko, da bi me odvrnilo. A nimaš kakšne grozne zgodbe tudi iz prevozov pika orga? Imam ja številne. Številne. Kaj pa štopanje? Si že kdaj probala štopati? Ne, nisem. Kdaj si pa naredila izpit? Pred 6 leti. Že nekaj let nazaj. Koliko si lepa stara, ko si? Slabih 19. 19. Si ga v prvo ali drugo? Drugo. Na prehodu za pešce sem se ustavil. Čakaj, kaj? To Na se prehodu moraš. za pešce. Ampak to se moraš, a ne? Ne, na njem. A ja, na njem šteka. Ja. Kar neki. Detajli. Kar neki, ja. Detajli. Brez veze. Zdaj, naj bo ta zgodba še tako zelo pozitivna za mlade, pa ne gre zanemarjati dejstva. In dejstva pravijo, da mladi pač so tvegani. Mladi vedno izstopajo kot neko povečano tveganje, torej kot tisti, ki nekako ne plačajo dovolj premije glede na tveganje, ki ga predstavljajo zase, za ostale udeležence v prometu in pa za zavarovalnico na koncu. Verjetnost za nastanek nesreče, povzročitve nesreče nekomu tretjemu pri izkušenih voznikih predstavlja nekje okoli 3%, pri mladih je ta verjetnost 3-krat višja pri teh najmlajših. Skoraj vsak tretji, ki ima svoj eskiro, je že imel prometno nesrečo. Mladi se precenjujejo, preprosto niso tako sposobni, kot si mislijo, da so. Skoraj 3/4 voznikov eskiroja ni pravilno zavirala, kar pomeni, da niso hkrati uporabili obeh zavor. In seveda bi bilo zato zelo, zelo smiselno, da
bi preprosto nase poveznili čelado. 62% mladih običajno ne nosi čelade. Pa če vam povem še nekaj, kar v bistvu ni razvidno iz tega grafa. 40% mladih nikoli ne uporablja čelade, nikoli. Mladi tudi niso dobro telesno pripravljeni. Profesionalci pravijo, da so štorasti. Otroku mora biti dolg čas. Prej so bili otroci na igriščih. Ko si bil ti na igriščih, kaj, si se igral? Igre, ki jih danes sploh več ne obstajajo, med dvema ognjema, skrivanje, plezanje, danes se otroci ne znajo ustaviti. Jaz zdaj delam 14 do 16 letnik in ne znajo se ustaviti. Vsak udeleženec je v povprečju potreboval 50 stotink sekunde, da je predvidel situacijo in na njo tudi odreagiral. Samozavest jim je ogromna. To je vse dobro, da si ti samozavesten, ne? Ampak, ko ti misliš jaz, se pravi, tvoj ego je velik. In ko je tvoj ego velik, ko izpostavljaš sebe, tvoja delovna navada je nizka, a cilj imaš visok. In to eno z drugim ne gre. Ne gre. Zaradi tega bi mladi morali narediti tudi kak trening več. Pa ne trening zaradi pokalov in medalj, ampak zaradi rekreacije. Zato, da bodo bolj telesno fit in potem tudi vozniško bolj vešči. Starši so izredno ambiciozni. Zelo pomembno je, da je najboljši strelec pred ekipnim rezultatom. Bojo bolj zadovoljni, če on dal 30 točno tej tekmi, pa je ekipa izgubila. Z mladimi so torej težave, seveda nič novega. No, ampak čas je, da zdaj naredimo korak v pozitivo. Si dal zelo dobre iztočence, da ste mladi zelo vestni, pa da paste, da nočete iti v nevarnost. Potem je pa Miro, trener, povedal, da ste pa tudi zelo veliki egoisti, pa da mislite sam nase. To dvoje ne gre zdaj skal. Kako je zdaj? Kako? Kaj je res? Veš kaj, se mi zdi, da si glih narobe interpretiral to, kar je Miro rekel. Jaz bi rekel, da preoprašujemo avtoriteto in da ne bomo verjeli vsakemu bullshitu, ki ga dobimo. Ko reče neka korporacija, mi mislimo na vas. Mi vemo, da ne mislijo na nas. Se mi zdi, da smo predvsem večji preizpraševalci avtoritet. Se mi zdi, da je lahko tudi generacija, ki je bolj individualistična, kdaj se totalno strinjam in s tem imamo problem. Ampak po drugi strani je to lahko tudi generacija, ki je mogoče bolj ljubeča, pa bolj občutljiva za čustva in dobrobit ljudi okoli nas. Nismo te egoistični kreteni, ki bi bili tako, ok, vse mi je za to teto v avto, vse mi je za tega dedija v tem avtu, vse mi je za to nosečnico tam, ampak da smo čuječi in nekako probamo biti pozorni na soljudino. No, to je res lepo in lahko si oddahnemo. No, ampak zdaj prihajamo na področje, kjer pa si odločevalci morajo začeti delati zapiske. Moraš biti mentor. In ko odpreš ta prostor, ko ti zaupajo, potem se tudi lahko sodelujejo lepo in vprašajo me vprašanja, zakaj moram to narediti, zakaj moram to narediti tako. Ni samo, zdaj moram pa to narediti in zadeva je tukaj rešena, zanima jih. Seveda, naloga za učitelje in mentorje je zelo zahtevna, zato ker pač preprosto ne morejo učiti kar tako kot v razredu vsem naenkrat. Vsi mladi želijo imeti individualne inštrukcije. Skrajno individualni pristop. So zelo različni, ne moreš kot prej delati kot ekipo in vse za isto, ampak individualno moram pristopati. In mlade je nemogoče okoli prinesti. Pogruntajo nas na prav vsakem vogalu. Torej, da lahko mlade kaj novega naučimo, moramo res veliko znati. Prej so bili trenerji, bi rekel, avtokratski način vodenja, avtoriteta, v katero igralci nikoli ni po dvomu. Danes je moja vloga čisto drugačna. V prvi vrsti moram biti pedagog, mentor in šele potem si trener. Zanima jih, stop znak imam, zakaj ta črta pred prehodom pomeni, zakaj se moram jaz tukaj ustaviti. Informacija mora biti kratka. Ko pa začnem, ti moraš njim predstaviti igro kot celoto. Celostno, da on sploh dobi predstavo. Stvari morajo jim biti smiselne in če jim znaš razložiti na smiselen način, potem bojo to tudi upoštevali. Prej ni bilo pogovora, ko si rekel, stoja na eni nogi, on je stal na eni nogi. Danes vprašaj. Vsako stvar, ki rečeš, moraš dobro, če ne, tvoja avtoriteta pade. In tukaj se zdaj soočimo z največjim problemom. Kako torej doseči kredibilnost? Vsi vemo, da imamo mnogo stop znakov v Sloveniji postavljenih
tam, kjer mogoče jih ne bi ravno potrebovali. In to tudi vem, da delite to mnenje z mano v AMZS-ju. Res so kakšna stop znaki, ki bi lahko bili pač trikotniki, ali pa če v bistvu bi bilo samo trikotniki, brez stop znakov, v bistvu bi bilo na nek način mogoče lažje. In kaj v takem primeru naredite? Ker čeprav razumem, jih enostavno prepričati v tisto stvar, ki je prav, ne? Ja, v tisto stvar, ki je prav, pač, ki usmišljaš, lažje pač to upoštevajo, ne? Je pa dejstvo, je pa res, da pri kakšnih stop znakih, ko je križišče res pregledno, pa na žalost, lahko usmišljiš samo, če se ne boš ustavil, pač na žalost spet ne boš šel čez, vzam si čas, ustavi se, preglej in... Kaj, zaradi tunga inštruktorja od zadnjih? Zaradi tunga, ja. Jaz priznam, da sem tega kriv, da če je kdaj stop znak, tam, kjer bi mislil, da je mogoče bi mogel biti bolj prednostni znak, ne, da pač se ne ustavim čisto. Če lahko vidim, že preden sem ustavil levo pa desno, se ne bom čisto ustavil. Kar je, vem, da ilegalno. Kaj ste v tem drugačni od nas starejših? Vse to, ne vem. Vse smo si glih. No, to že tako ne. Zdaj mi tudi nimamo zaupanja v takem. No, vidiš. Neumnosti. Ja, no, vse to. Jaz mislim, da nismo toliko bistveno drugačni, kot bi nam kdo hotel povedati. Torej, mladi nam zdaj jasno kažejo, da smo kakšno pravilo tudi narobe zastavili, oziroma da je kakšno pravilo tudi že zastarelo. Torej, pri nadaljnjih projektiranjih bi bilo smiselno, da bi vključili tudi kakšno mlado oko. Sploh zato, ker mladi popolnoma drugače funkcionirajo. Ko voziš, pa se vozimo nekaj časa, recimo ali po Tržaški, ali pa po avtocesti, recimo na relacijo, koncentracija mi hitro pada. Če imajo neke distrakcije, so lažje v fokusu. Da ti voziš avto po neki dolgočasni cesti, je taka malo dopominska puščava, pač vmes malo pogledaš SMS, malo zamenjaš komad, ti nekaj huda bejba piše, nekaj odpišeš nazaj, whatever. Jaz pri sebi opažam to, recimo, da včasih rabim v bistvu nekaj, kar me konstantno malo moti, da sem bolj fokusiran. Če grem pomivati posodo ali pa delati nekaj, mi je lažje, če muziko zraven poslušam. Se pravi, imam v bistvu nek motilec, me bolj sfokusira. In Bog ne daj, da bi te besede razumeli, kot da opravičujemo uporabo telefona med vožnjo oziroma z njim povezano neosredotočenostjo na promet. Se bomo pa strinjali, da telefon postaja vse manjši problem in mi v našem uredništvu potrjujemo to na podlagi številnih izkušenj z modernimi avtomobili. Se mi zdi dosti svetla ta prihodnost, bom rekel. Ker če preložimo to na vozila, ki se razvijajo, hkrati, ja, da si ti pri polni zavesti noter, tudi če si zdaj majčke na telefonu, pa predvsem na tistih najbolj dolgočasnih delih ceste, tako kot ste se izrazili na avtocesti, se že danes avtomobili dosti dobro sami odpeljajo ta dela, da ne pride do neke menjave pasu ali kaj takega. Pa če to pomeni še, da ne zaspiš zraven za volanom, kar je tudi lahko bila težava, ker si na telefonu. Ampak da se bo mladim med vožnjo dovolj dogajalo, lahko poskrbimo tudi na kakšen drugačen način, z drugačnimi cestnimi ureditvami, ki pa seveda, kot vemo, koristijo tudi starejšim. Ful so tudi bolj vizualni. Talne označbe, pa vizualno zožanje ceste, barvne elemente, digitalne prikazovalnike na avtocesti. Tu nas poročila, veliko se bolj odzovejo pač na te situacije. No, jaz vseeno upam, da bomo naše ceste popisali in pa porisali z enim občutkom za estetiko, da bomo tukaj mladi in starejši našli en konsens. No, ampak po oglasih, zdaj bomo to zgodbo najprej malce prekinili in prekinili jo bomo s tem avtomobilom, z Dongfengom Boxom, tudi zato, ker je to avtomobil za mlade. Ali pač? Ja, vsekakor mislim, da je za mlade, tudi za mlade, ampak poslanstvo tega avtomobila je, da nagovori za res široko skupino ljudi, torej mlade, starejše, dnevne migrante, ki z njim prevozijo kar veliko število kilometrov in ne nazadnje, vsekakor mislim, da je ta avto zelo primeren tudi za carsharinge, kjer ga bo uporabljalo na tisoče ljudi. No, jaz vseeno upam, da bojo vsi, tudi starejši, uporabljali ta avtomobil tako, kot ga uporabljajo mladi, torej bolj vzorno kot. Zato, ker ob koncu oddaje bodo mladi starejše kar malce dregnili in pokritizirali. To, da se ti delaš carja na tak način, da se daješ sebe pa druge v nevarnost, to pač ni kul. To je pač sam tako najbolj neizviren, patetičen način za iskanje pozornosti. To je majhen kitajski avto z velikimi evropskimi cilji.
Evropejci smo že nekaj časa na lovu za dostopnim električnim avtomobilom in mnogi menijo, da bodo ta lov končali prav Kitajci. Dongfeng Box pri dostopnosti vsekakor dobi kljukico. Sploh, ko upoštevamo trenutne norme na trgu električnih vozil. Je nekoliko cenejši od primerljivih rivalov, vsekakor pa je povsem primerljiv s podobnimi bencinskimi pa tudi hibridnimi vozili. Ampak kar je še bolj pomembno, Box generalno gledano ni cenen avto. Pravzaprav ima precej tistega, kar imajo veliki. Naprimer, poglejte, potopne kljuke, ki skrbijo za boljšo aerodinamiko. No, še več takih zanimivosti pa se skriva v notranjosti. Ta 4-metrski mestni malček je nezgrešljivo made in China. No, ampak ta made in China danes predvsem pomeni, da bomo pri uporabi avtomobila naleteli na neke specifične značilnosti. Ob vsakem stiku s kitajsko kulturo, naprimer, ugotovimo, da imajo v tej deželi zelo radi nekakšne risankaste zadeve. Naprimer, kakšne emojije, avatarje, ki jih zelo radi uporabljajo celo v poslovni in tudi v uradni komunikaciji. In na takšen simpatičen kitajski način vas vsakič pozdravi tudi tale osrednji zaslon. Poglejte, naprimer, za začetek vas pozdravi takšna mucka, tokrat nam želi že dober dan, če jo pobožamo, jo lahko zbudimo, ali pa si tukaj na sredino ekrana prilepimo neko pomenljivo sporočilo. Zdaj imamo naprimer "A happy heart is better than a full purse". In kaj, če si tukaj želite bolj odraslo ozadje? Ne morete ga nastaviti. Da Box res ne želi biti resnoben, pa zgovorno pričajo oziroma igrajo tudi glasni zvoki, ki jih ob odklepanju in zaklepanju avtomobila slišimo na zunaj. No, zdaj pa sem skoraj prepričan, da jih boste kar kmalu izklopili. Ob vsej tej digitalni razigranosti pa notranjost postreže tudi z veliko avtomobilske zrelosti, predvsem pri materialih. Poglejte naprimer to zajetno sredinsko konzolo, ki je izjemno prijetna na otip, pa tudi zelo veliko odlagalnih mest imamo tukaj. Telefon bomo lahko medtem odložili tukaj na vrh konzole, kjer imamo mesto za brezžično polnjenje. No in ker je to mesto zelo, poglejte, učinkovito hlajeno, bomo lahko telefon zelo hitro polnili in to brez pregrevanja. Zelo prijeten na otip je tudi tale volanski obroč s fizičnimi gumbi. No, za njim pa je manjši zaslon, ki nam prikazuje vse najpomembnejše informacije za vožnjo. Pred sovoznikom pa je takšen zelo ličen predal, medtem ko spodaj tukaj ni klasičnega predala, le takšen enostaven obešalnik, na katerega lahko obesite kakšno vrečko. Čeprav je Box homologiran za 5 potnikov, tukaj imamo tudi 5 varnostnih pasov, imamo na zadnji klopi samo 2 naslonjali za glavo. Torej predvidevam, da bo najbolje, da se bosta tukaj zadaj vozila 2 potnika. Ampak v primerjavi z ostalimi mestnimi malčki se tukaj zadaj peljemo nadpovprečno udobno. Poglejte, koliko prostora imam tukaj zadaj, za kolena ga imam resnično veliko in tudi za glavo mi ga še ostane precej. Kako pa vemo, da je ta avto tipično kitajski? Poglejte, kako se lahko tukaj zadaj udobno zleknemo. Dongfengovi šefi so nam povedali, da je ta sedežni položaj namenjen spancu na delovnem mestu, torej značilnemu kitajskemu dremežu, ki traja po kosilu recimo pol ure. Skoraj bi lahko torej Boxa proglasili za prostorski čudež. Tudi v prtljažniku je namreč za 326 litrov prostora, kar je nadpovprečno. No, morda ga od tega naziva loči le še en uporaben prostor za polnilne kable. Kaj težka! No, morda bi lahko bil ta prostor za polnilne kable tukaj spredaj. Poglejte, koliko je še neizkoriščenega prostora. Seveda, z Boxom boste lahko vozili tudi po avtocesti z višjimi hitrostmi. In električni avto boste sploh dobro izkoristili, če se boste veliko vozili.
a elektromotor, ki poganja prednji kolesi, ima 70 kW moči, kar je seveda razmeroma malo. Od njega ne pričakujte preveč, sploh takrat, ko bo v bateriji začelo zmanjkovati energijske zaloge. Tudi regionalna cesta z zavoji ni njegovo naravno okolje. Tako kot pri večini kitajskih avtomobilov imajo tukaj inženirji še veliko prostora za napredek. Krmiljenje je bistveno bolj odsotno kot pri evropskih avtomobilih, vzmetenje pa bi lahko bolje blažilo udarce. Kakšna luknja namreč zelo močno in nepričakovano udari. Ampak kar je najpomembneje, vozne lastnosti Boxa povsem zadostujejo za mestno vožnjo. No, sam bi rekel, da je v mestu celo precej prijeten in lahkoten za vožnjo. Tudi sedeži so oblikovani skoraj povsem brez bočne opore, da je čim lažje vstopati in izstopati, pa čeprav to ni kakšen križanec, ampak povsem tipična kombi limuzina. In še en tehnični priboljšek bo koristen v mestu. Poglejte to 360-stopinjsko kamero, ki nam ne pomaga le pri parkiranju, ampak se vklopi tudi v ostrih zavojih in nam prikaže robnik, da ga ne bi zadeli s kolesom in tako na ta način podrsali platišča. V mestu bo seveda več kot zadostovalo tudi litij železo-fosfatna baterija s kapaciteto 40 kWh. Na našem normnem krogu smo pri mešanem ciklu zabeležili porabo 15,6 kWh na 100 km, a z zgolj mestno vožnjo in morda v nekoliko bolj prijaznih pomladnih temperaturah jo boste lahko še bistveno znižali. Tako tudi preseganje 300 km z enim polnjenjem ne bi smelo predstavljati težave. No zdaj, ko smo spoznali Boxa, pa spoznajmo še en majhen električni avto. In ta majhen električni avto je pravzaprav v osnovni različici njegov konkurent. Ampak zares v osnovni različici. Nikakor pa ne v takšni, kot jo bomo zdajle pogledali v novicah. Ta avto, ki ga je napovedal Luka, je prava poslasica za vse, ki imate radi nostalgijo. Gre za remake legendarnega avtomobila iz leta 1980. Zdaj pa se vrača in to ne kot prototip. To bo pravi serijski avto, res da v močno omejeni seriji. Naredili jih bodo le 1980. Vsak bo posebej oštevilčen, kupci pa jih bodo prevzeli leta 2027. Original izpred 45 let je imel pogon na zadnji kolesi, motor pa sredinsko postavljen za sedežema. S pomočjo turbopolnilnika je ponujal 120 kW. Za tiste čase dovolj, da je tista lepa zlobnica lahko zbežala pred James Bondom. Novi model, imenovan Turbo 3E, pa prinaša povsem novo zgodbo. Dva motorja, vsak po 200 kW, skupaj torej 540 konjičkov moči in kar 4800 Nm navora. Motorja sta vgrajena kar v zadnji kolesi, gre za tako imenovano in-wheel tehnologijo, v katero očitno verjame vse več avtomobilskih znamk. Čeprav ima avto Renaultov logotip, so ga razvili pri Alpinu, športnem modelku te znamke. In ta model nam daje vpogled v prihodnost Alpinove tehnologije. 800-voltna napetost, 350 kW polnilec, ki 70 kWh veliko baterijo napolni v 15 minutah. Verjetno bo nekaj podobnega uporabljal tudi njihov prihajajoči 4-vratni kupe. Renault pa ta teden predstavlja še dve zanimivi novosti. Prvi je priključno hibridni Rafale, ponuja 100 km dosega na elektriko, skupno pa kar 1000 km. Ima 220 kW moči in 4-kolesni pogon. To je zdaj njihov paradni konj. Novost je tudi prenovljeni Espace z novo masko, zelo podobno tisti na Rafalu. Francozi s tem želijo povedati, da Espace ni le večji Austral, ampak družinski Rafale, torej SUV s 7 sedeži. In 7 sedežev ima tudi novi Volkswagen Tayron. Prej smo ga poznali kot Tiguan Allspace. In novo ime bo seveda večjim družinam pomagalo hitreje najti tisti pravi avto zase. Na ceste je zapeljal tudi prenovljeni Citroen C4. Nova maska, usklajena z najnovejšimi oblikovalskimi smernicami, ki smo jih videli že pri manjšem C3, in seveda sedeži Advanced Comfort so sedaj še mehkejši in bolj udobni.
Na ceste pa prihaja tudi prenovljeni MG4, oblikovan nekoliko bolj zadržano v slogu manjšega MG3. Švedski startup Lovely pa je navdušil koncern Stellantis. Razvijajo zelo preprosto in majhno vozilo, ki pa naj bi bilo izjemno varno. Doseže do 90 km/h, kar pomeni, da v prometu ne bi smelo povzročati zastojev. Bugatti pa medtem razvaja svojih 250 kupcev. Vabijo jih, da si sami izberejo, kako bo njihov turbiljon izgledal. Cena, osnovna, 3,8 milijona evrov, a bistvo ostaja 8,3 litrski B16 motor s 1000 konjskimi močmi in 3 dodatnimi elektromotorji, skupaj pa kar 1800 konjev oziroma dobrih 1300 kW. In ja, avto ima lahko kar 8 izpušnih cevi. Na Kitajskem pa raziskovalci za univerze Fudan razvijajo način, kako oživeti iztrošene baterije. Z vbrizgavanjem posebne kemikalije naj bi spet dosegle 96% povratne zmogljivosti. Tesla pa ima spet težave. Poklicali bojo 46.000 Cybertruckov, saj naj bi nekateri deli kolesarije med vožnjo kar odpadli. To je že 8. vpoklic tega izredno neuspešnega modela. In še nekaj, Agencija za varnost prometa poroča, da se je število prometnih nesreč v Evropi lani zmanjšalo za 3%. V Sloveniji pa je bilo 68 smrtnih žrtev. Najmanj doslej. Naše ceste so sedaj varnejše od evropskega povprečja, vendar pozor, število hudih prometnih nesreč se je povečalo za 12%. In ja, alkohol v prometu ostaja velik problem. Pa veste, kdo je pri tem boljši? Mladi. Mi starejši bi se morali od njih učiti. To mi še povej, kaj so stereotipi glede mladih v prometu? Preveč zaupajo sami vase? Da, so na telefonu veliko. Divjanje, preveč poguma, kar pogostokrat je res. Poznam dosti prijateljev, ko mislijo, da če grejo hitro, so največji cari na cesti. Ja. Kdo bi pa rekel na splošno v prometu, da so bolj nevarni mladi ali starejši vozniki? Ali dosti isto? Po moje je dosti isto. Kakšni mlajši pa imajo. Mlajši. Kaj pa bi rekla, da so ponovadi razlogi, da je, ne vem... Telefon. Telefon? Ja. Ja, kaj tam v grafu, da mladi hitreje pospešujete, da v bistvu tudi zavijate bolj sunkovito, da imate take zadeve. Se pravi, vseeno imate mladi tudi malo vom tega v bistvu občutka, da bi malo bolj dinamično podali, ali ne? Itak. Vedno, ko se pogovarjamo o generacijah kot o nekem monolitu, je to zgrešeno. Absolutno smo si bistveno različni tudi znotraj naše generacije. Jaz bi sam rekel, da mogoče se to absolutno še dogaja, ampak to ni več to kul, kot je bilo včasih. Za večino ljudi nisi več car, ki furaš 140 čez naselje. Nisi tako, kjera legenda, v Benflu gre 140 čez naselje, ampak je tako, kjer kreten nima nobene vrednosti in išče pozornost na najbolj patetičen način možno. Se mi zdi, da je ta mentaliteta prisotna pri veliko več ljudeh naše generacije, kot mogoče 30 let nazaj. Za meni se zdi, da smo tudi starejši že to dojeli, v bistvu, da so to pač v bistvu dejansko deviantni že na cesti. Ja, itak. No, vse to je pa po moje, da splošen družbeni napredek, da smo začeli obsojati ljudi, ki iščejo pozornost preko nekih prometnih ekscesov. No, seveda imamo tudi starejši kakšno zaslugo za izboljšanje te družbene spremembe, ampak dela še ni konec in prosim, poslušajmo mlade. Starejši vozniki, mlajši vozniki, sploh ta odnos do alkohola. Se mi zdi, da zdaj mlajše generacije smo bolj pozorne na to, da res ne pijemo, ko vozimo, da nas dejansko pač skrbi, da ne bomo mi povzročitelji česa takega. Ko res poslušam starejše kolege, se mi zdi recimo tudi, da je bil alkohol včasih nekaj, kar je bilo kul. Pač ti si spil 3 perčke, šel v avto, pogledal Mileno, pa si bil tu, evo me tlele s perom v roki in si bil car, ne? In danes, če probaš kaj tazga narediti, si loser, si kreten. Na žurkah smo že imeli daj situacijo, ko je nekdo, ne vem, ki se je sloh, pač gremo v avto, kdorkoli je to videl, je bila pač zelo očitna neka akcija tako. Ej, kva ti ni jasen, nitak, da ne greš za volane, si pizdet v glavo, ker si spil 4 pere ali pa ne, 7 šotov tekilem. Da se ti delaš carja na tak način, da se daješ sebe pa druge v nevarnost, to pač ni cool. To je pač sam tako najbolj neizviren, patetičen način za iskanje pozornosti. No pa mladih nikar ne poslušajmo samo 40 dni pred veliko nočjo. Vse leto je treba ločevati alkohol in pa vožnjo. Ampak vseeno, to ne pomeni, da vožnja ne sme biti uživaška, ali pa rečemo temu nora.
Torej, kaj pravite? Bolj star, bolj nor? Torej, vidimo se spet prihodno sredo, do takrat nas spremljite na naših družbenih omrežjih, pa na MMC-ju, naročite se na naš YouTube kanal. O čem bomo pa govorili v prihodnji oddaji? No, poglejte napovednik. Če boste srečali takšnega Nissana Leafa, nikar ne poblendajte. Ta avtomobil tega ne bo razumel. Namreč govorimo o avtonomnem avtomobilu.